Lepo pozdravljeni. Hvala, da ste se udeležili dogodka v tako velikem številu. Smo kar malo presenečeni, da je gospa Dragica s seboj pripeljala svoje dijake, ampak mislim, da bo to za vas čudovita izkušnja. Prišli ste v to lepo našo knjigarno, pa dejansko boste lahko deležni uživo pogovora s prevajalcem in z gospod Dragico na malce drugačen način, tokrat ne v vlogi vaše učiteljice. Torej, danes smo se tukaj zbrali, da predstavimo knjigo Bistroumni jezik, 9 epskih razlogov, zakaj ljubiti grščino. Najprej bi rad opozoril na to, da v italijanščini je tale epskih, ta predelnik nekako umanjkal, oziroma mi smo ga predali po vzoru angleškega prevoda. S prevajalcem smo o tem kar nekaj časa govorili, ampak na koncu je pač urednik naredil nekaj, s čemer se prevajalec ni strinjal. No, skratka, knjiga je, mislim, da kar izjemen dosežek, zelo lepo predstavi grščino. Zakaj se učiti grščino? Tako za tiste, ki študirate oziroma se učite grščino, in tako za tiste, ki o grščini ne vemo popolnoma ničesar. Avtorica Andreja Markolongo je recimo napisala v knjigi takole. Knjigo sem napisala, ker sem se v grščino zaljubila že kot mlado dekle. Po temeljitem razmisleku je v resnici to najdaljša romanca mojega življenja. Kot odrasla ženska želim ponovno obuditi zaljubljenost v jezik za odrasle pri ljudeh, ki so se z njim srečali kot otroci v učilnici, nato pa so ga izgubili. Iskrico želim zalediti tudi pri ljudeh, ki v tem jeziku nimajo nobenega predznanja. Sedaj pa bi besedo prepustil gospodu Gašperju in gospe Dragici. Zanima me, gospod Gašper, kaj vas je pravzaprav pritegnilo, da ste se lotili prevoda te knjige? Se slišimo vse? Ja. Pritegnil konkretno pravzaprav me je pritegnilo povabilo strani Mohorjeve za prevod. Namreč ta knjiga ni bila pravzaprav moja pobuda, ampak pobuda mojega kolega Blaža Karlina, ki je sicer pravnik, ampak velik navdušenec nad antiko, vodi tudi spletno stran oziroma Facebook skupino, ki se reče Athenaion, in v njej objavlja vse sorte novice. Pravzaprav je bila to njegova ideja, je to knjigo dobro poznal, tudi grecisti v Sloveniji so jo že poznali. Moja ideja je bila knjiga o latinščini, ki je šla 2021, se imenuje Povest o latinščini. Zdaj, potem je pa tole bilo neke sorte organsko nadaljevanje tega, da imamo en komplet klasičnih jezikov v slovenščini, oziroma knjig, ki govorijo o tem, takih poljubnih, dobro berljivih. Tako da v resnici je bila taka zadeva, oziroma se je tako odvil ta proces. Zdaj, jaz sem kot prevajalec z veseljem sprejel tak izziv. Glede te besede, mogoče sam še vrnem komentar, ni sploh ne gre za to, da se ne bi strinjal, da imamo tole besedo epskih na naslovnici, ker razlogi za učiti grščino so epski, a ne? Najbrž tisti, ki se učite grščino, se že strinjate, ali pa se še boste. A ne? Pa tudi sicer gledam tole naslovnico, poleg avtoričinega imena, ki je iz obeh klasičnih jezikov. Andreja je grški, ki pomeni pogumen, možat, pišemo v knjigi, da je to moško ime v resnici, čeprav gre za žensko avtorico. Markolongo je pa iz latinščine. Torej, ta dva sta iz klasičnih jezikov. Če ne bi bilo besede epskih, ne bi imeli na naslovnici nobene besede, ki pride iz stare grščine. Zdaj jo pa imamo. Tako da mislim, da je bila to izjemna poteza, sicer. Daleč od tega, da se ne bi strinjal. Zdaj, zakaj sem se strinjal, da bi šel to knjigo prevajati, ker enostavno se mi zdi, tako kot celo moje življenje najbrž priča, da so klasični jeziki vredni tega, da se jih učimo in raziskujemo. Zelo na kratko. Hvala. Gospa Dragica, kako pa ste se vi lotili pisanja spremne besede? A je bilo težko? A je bilo zelo lahko? Na kakšen način ste pristopili? No? Težko je. Težko je bilo, pa boste rekli, kako lahko profesor grščine reče, da mu eno spremno besedo težko napisati. Ampak, ker je ta knjiga napisana tako dobro in v takem slogu in s takim žarom,
ker tu ni samo neka grška slovnica, tako kot smo mi vajeni, mi nismo vajeni takih knjig o grščini. V bistvu je to prva knjiga v življenju, ki sem jo prebrala, napisana na tak način. Je pravzaprav meni bilo zelo težko razmišljati, kaj me zdaj pravzaprav k temu še dodam, ker se mi je zdelo, da jaz nekako ne morem te vzhičenosti avtorice prideč še kaj svojega, ker je že to tako bogato, lahko bi samo v tem smislu nadaljevala, ampak sem razmišljala tako, mogoče mu pa bralec, ki bo to vzel v roko, pa mogoče potreboval en tak čist abecednik, kaj pa sploh je grščina, in se mi je zdelo mogoče bolj smiselno, da to ne pišem. Nisem bila zadovoljna s tem, ampak se mi je zdelo stališče bralca, da bo mogoče to najboljše. Zato sem se potem odločila za en tak čist zgodovinski pregled grščine od začetka do danes, kaj pravzaprav je, zakaj je živa, ker se mislim, da je mogoče smiselno, da bralec bodi si na koncu ali pa na začetku najprej to prebere, da bo lažje nekatere pojave umestil. Zelo težko je bilo, ja, in sem si kar, tako sem nekar malo sama nad sabo razočarana, kako pa to, da toliko časa razmišljamo o eni spremni besedi, ampak če se pa vživiš v nekoga, ki bo to knjigo vzel v roke, pa vendar je prav, da razmišljaš, kaj on potrebuje še. Ne, tako. Gospod Gašper, zdaj gospod Dragica je omenila, da tole ni tipična slovnica grškega jezika. Kaj pa potem to je? Ja, mislim, da je na spletni strani Mohorjeve napisano, da gre za literarizirano pripoved o stari grščini. In to je točno to, kar je. Avtorica je v bistvu piska, poleg tega, da je spisala tole grščino, ima tudi nekaj drugih literarnih projektov za sabo, je novinarka, piska tudi bivšega premijera, torej govorov za bivšega premijera Italije, in gre za globoko literarno ozaveščeno osebo, ki je jasno potem to pripoved spisala na literariziran način. To se pravi, zgodba je pripoved, tako kot tale povest o latinščini se tudi bere kot ena zgodba, je v resnici tudi to, ena pripoved, ki te potem nekako upelje v vse različne elemente stare grščine. Vključno s sintakso, fonologijo, besedami. Zelo zanimivi so taki tudi vstavki in taki okvirčki, v katerih recimo govori o starem grškem vinu, pa o besedi nostos, ki pomeni vrnitev in razglada o nostalgiji. Skratka, ne manjka enih kažipotov, recimo ob tem potovanju, ker te potem pelejo še malo levo, pa malo desno. Za to gre, ne gre za slovnico, ki bi sumarno predstavlja jezikovne lastnosti. V resnici je tukaj zelo veliko tudi ene kulture in tega ne smemo spregledati, jasno, ko se učimo klasičnih jezikov. Če se učiš nek jezik, se ne moreš učiti samo jezika, v resnici se učiš to, ali naj bi se, o čemer jezik govori. Ne moreš imeti stavka, če ta stavek nima neke vsebine, o čem bi govoril. In to je seveda kultura, kultura in civilizacija antike, v tem primeru antične grške, pa tudi nekoliko moderne grške, ki jo avtorica izjemno dobro pozna in jo tudi pravzaprav spretno plete. Zdaj, slovnice tradicionalne tega jasno ne počnejo. Takoj, ko imaš pa eno besedo, kot je recimo polis, seveda moraš komentirati, kaj to polis je, kaj je za Grke pomembno. No, tako, na kratko. Ko ste ravno omenili polis, glede te besede smo imeli tudi debato, ali je moškega ali ženskega spola. Kaj pravite glede tega? Bi mogoče Dragica? Lahko. Ja, jaz sem bila filologi malo, težko je to opisati, mi smo dejansko zaljubljeni v grške besede in latinske besede, In zelo težko sprejemamo, recimo, če potem vidimo neko besedo v nekem drugem spolu, vsi razumemo, da je stališče nekoga, ki ni toliko vpet v klasične jezike, to drugače. Ampak grški polis nam mi kar poskočimo, Grška polis je nekaj svetega za nas, tako kot grška koineja, Je težko to pojasniti, ampak to so taki detajli, ki pomenijo neko spoštovanje do tega jezika, ker ima neko tradicijo, neko dolgo pot, vse do danes. In grška polis je ženska. In tudi, ko ime jezik, glota je, mogoče razmišljam tako kot avtorica tudi razmišlja, ker je ona dejansko čuti jezik, ker večkrat tudi to pove. Jezika se ne učimo, jezik je treba čutiti. In to je
za moje pojme največja veličina te knjige. Mislim, nek največji, kako bi rekla, doprinos te knjige je ta, ne da povzema grške oblike skozi zgodovino, ampak ta čustva, ki jih v tem njej neke čisto suhoparne sheme, jezikovne oblike njej vzbujajo in jih poskuša prenesti na nekoga, ki se bo nekoč, tako kot se je ona sam soočil s tem. In to je v bistvu učenje jezika na drugačen način, ne? In na tak način bi nam bilo veliko lažje, če bi se vse jezike takole učili, ne? Z občutki. Z tega vidika imamo mi recimo do določenih besed neko posebno spoštovanje, ker smo jih tako srečevali v besedilih, ker smo jih, ne? A zato je to tako, ja. Ampak dijaki s profesori slovenščine se bo vse ne kregati, ker v SSK-ju je moška oblika kot prva. Tako da, ja, za klasične filologe, če boste vi postali klasični filologi, je sigurno pametno uporabljati žensko obliko. Tudi jaz sem potreboval to znanje, sta mi oba dva osvetlila. No, v knjigi lahko preberemo tudi nekaj podatkov o tem, da je imela stara grščina dvojino. To je izjemno zanimiv podatek, glede na to, da danes tujcem slovenščino predstavljamo kot jezik, ki ima dvojino in zaradi tega se je tega slovenščine tako zabavno učiti, ker je to jezik ljubezni, ker dvojina je za dva. Kako pa je bilo v stari grščini, kar se tiče dvojine? Ja, zdaj tudi sam sem imel tako zanimivo izkušnjo s to dvojino. V resnici sem imel na škofijski odkril, sem rad brskal naprej, preden smo se pač učili stvari pri pouku, sem jo odkril na internetu, slučajno, na Wikipediji, ki je takrat že imela tabele, to je bilo, ne vem, okrog 2008. In sem gledal eno sklanjato in potem sem videl singular, plural, dual. In me je res presenetilo, ker pri pouku do te točke nismo še nič o tem govorili. Tudi mislim, da sicer pri pouku smo samo na maturi to omenjali. In potem sem se z te oblike kar naučil. Sem si dal za en izziv in sem potem naslednji dan profesorja Kremžarja še takrat malo presenetil ali pa navdušil, upam, da slednje. Ja, dvojina, mislim, v grščini, kar tudi sam pouk pove, kot je strukturiran, ni bila zelo, bi rekli, tvorbena. To se pravi, da ni bila kategorija, ki bi kar naprej proizvajala besede v lastni obliki, tako kot je recimo slovenski preteklik. Ampak se pač pojavi v nekaterih tekstih in v nekaterih mestih z prepoznavnimi končnicami. Torej, paradigmo poznamo, sklanjato poznamo, vzorce poznamo. Imamo pa praktično omejen fond besed, ki se pojavljajo v dvojini. In zdaj druge besede, ki pač se v dvojini ne pojavljajo, lahko poskusimo dati v dvojino in najbrž imamo prav, ampak preveriti tega ne moramo s pomočjo recimo korpusa stare grščine. Platon, vem, da na enem mestu zelo intenzivno uporablja dvojino, ko pač govori res o dveh, o posameznikih. In avtorica tudi pravzaprav to osvetli, Platon, jasno, njegova najvišja ideja je ideja dobrega, ki je pa ideja enega samega dobrega. In platonska filozofija jasno vedno govori o enem oziroma tistem zadnjem, v kar se dviga človeški duh. In dvojina pri Platonu, pa tudi drugje, je pravzaprav podobna. Torej, ja, dva elementa, ampak v resnici gre za eno samo enoto. Se pravi, enota narejena iz dveh posameznikov. Tako kot recimo naj bi bila zakonska zveza, ne? To bi bila tista ta prava dvojina. Tako da na ta način bi rekel, da je v grščini dvojina funkcionirala, ampak mogoče Dragica še kaj doda, ker ima tukaj največ več kilometrine. Zdaj avtorica nekje zelo lepo omenja, da kaj je dvojina? Dvojina je dva, ki sta postala eno, ne? Da je to vendarle je. Imamo tudi marsikje, recimo v grški slovnici imamo množinske oblike, ki se štejejo kot ena enota, ne? V samem ta korpus, kar ga mi beremo, je dvojina zelo redka, ne. Bi pa dvojina verjetno, ne, če ne bi grščina imela takšne zgodovine, potem, ko je prišla v Koine, bi verjetno ostala dlje časa, ne. Bi mogoče potem tudi v kasnejših obdobjih, ko so poskušali aticizirati, se pravi pisati spet bliže stari grščini, marsikatero obliko obudili, ne.
je pa ena taka posebnost, ne, ker recimo latinščina izgubila, ena dragocenost, ki se tukaj vendarle ohranila, ampak se jo rabijo avtori, tako kot ne samo dvojino, ampak tudi še kakšne druge oblike, samo s točno določenim namenom, ne avtori, grški avtori, pač, ki so nam ohranjeni, so zelo samo svoje, tako v zbiri besedišča, slovničnih struktur, skladni, oblikoslavja, vsega, ne. V bistvu se moraš vsakega avtora malo na novo naučiti njegove grščine, ne, ko se jo lotiš. Tako je samo svoj, krati pa vezan še na dialekt, na to, ko rečemo tradicijo Lambadi, se pravi, da se ena zvrst piše v enem dialektu, druga zvrst pa spet v drugem, ne. To je kar zahtevno. Predstavljajte si, da bi mi recimo samo zgodovine pisali, ne vem, v enem dolenskem narečju, potem bi se pa vsi morali pisati v tem narečju in to je bilo malo težko, ne. Konec koncev niso bili vsi, ne, so bili Grki iz grški avtorji z različnih koncev Grčije doma, ne, ampak ta tradicija je pa zelo ustaljena, ne, to spoštovanje do prvega, pač prve oblike oziroma prve knjige, ki je nastala, ali pa prvega zapisa, ki je nastal v enem dialektu. Težava grščine je v tem, ja, da je vsak avtor dejansko tako samosvoj glede vsega. Ne. Tudi latinščina deloma, ampak vseeno. Hkrati pa je pa to tisto, kar dela grščino bolj obvladljivo, čeprav se jo ustrašimo, še samo pri besedah, pri črkah, ne, ko jih vidimo, ampak hkrati je pa ta struktura, je pa tista, ki nam vzbuja varnost v jeziku, ne. No, mogoče znam še en komentar o dvojini. Smo še vedno pri tem vprašanju, ne, če sicer vedno, ko človek govori, ga vedno nekam odnese, se veste. Ampak dvojina je že indoevropski pojav. To pomeni, praindoevropščina je jezik, ki ga rekonstruiramo za nekaj 5000 do 2000 let pred našim štetjem, iz katerega pridejo vsi praktično indoevropski jeziki, vključno slovenščino, je najbrž dvojino poznala. In tudi rekonstruirati sedanje oblike, sploh na podlagi stare grščine, pa tudi ostalin, ki so recimo v latinščini, to bo pa mogoče za škofice zanimiv, kjer imamo praktično isto končnico, to je o. Ne? V grščini imamo recimo dva konja, sta to hippo, v latinščini imamo besedo ambo, ki pomeni oba, ali pa števnik duo, ki pomeni dva. Vedno imamo neko konotacijo dvojnosti tukaj. In v grščini, no, če se boste grecisti, lahko se tudi zapomnite že nominativno končnico, ki je o. Mislim, da je akuzativ enaka. Ja. Tako. In kako smo potem Slovenci dobili dvojino? Ja, mislim, pot je bila praktično enaka, pa hkrati dosti drugačna. Zdaj, v grščini dvojina se je, vsaj, kot smo rekli, v sledeh ohranila, v slovenščini pa je ostala tvorbena. Vsaj danes jo še uporabljamo, še živi. To je dediščina praindoevropskega jezika. Praktično vse poteze slovenščine, razen novotvorjenke, se pravi besede, mogoče taka skladenska inovacija, so pravzaprav dediščina praindoevropskega jezika. To se pravi, govorci praindoevropščine so na nek način že uporabljali funkcionalno dvojino in to se je potem filtriralo skozi različne skupine jezikov. Recimo v praslovanščini to je bil en del teh govorcev se je nekoč odselil in tvoril govorce praslovanščine in v tej skupini so se potem oblikovali posamezni jezikovni trendi, od katerih je eden skozi tisočletja, potem prišel do današnjih dni in ga še danes lahko slišimo v uporabi dvojine, kot je recimo midva ali pa kozarca ali pa se vemo, kaj je dvojina. Hotel sem uporabiti eno besedo v dvojini, zato da jo še danes slišimo, zdaj le tukaj, ker do zdaj bi ni uspelo v teh stavkih. Avtorica pa med drugim omenja tudi Cirila in Metoda. Kako je pravzaprav prišla do njiju dveh? Na kakšen način, v kakšni povezavi se pojavljata z grščino? Ja. Torej, Ciril in Metod je oboje grško ime, to je že ena stvar, druga pa sicer sta dva škofa oziroma svetnika. Sta bila zaslužna za to, da sta Slovane, kot vemo, opismenila. To pomeni, da sta jim prinesla pisavo, s pomočjo katere so lahko seveda spoznavali krščanske spise, zlasti svetopismo in seveda liturgijo, da bi lahko liturgijo opravljali v domačem slovanskem jeziku, ki pa seveda ni bil enoten, in zato ga je bilo treba pravzaprav ustvariti. To je tako imenovana stara cerkvena slovanščina, ki je umetna tvorba.
Zdaj pripisujemo jo njima, seveda sta delovala v akademskem krogu, ki je bil najbrž malo širši, ampak skupaj s tem jezikom, ki je praktično nastal iz drugih slovanskih jezikov kot neke sorte kolaž in se ni govoril kot materni jezik, za ta jezik je bilo potrebno ustvariti tudi pisavo in te dve pisavi, ki jo pripisujemo tudi njima, sta cirilica in glagolica, oziroma obratnem vrstnem redu. Najprej glagolica in cirilica. Zdaj, za glagolico najbrž lahko domnevamo, da sta jo ustvarila, cirilica pa je gotovo bila rezultat pravzaprav kasnejših trudov oziroma kasnejših akademskih prizadevanj. Se pa imenuje jasno po Cirilu. Zdaj, kaj ima se to z grščino? Prvič, delovala sta tudi v okolici Soluna, ki je bilo grško okolje in grški vpliv na njo je nepogrešljiv. Drugič, glagolica tudi, še bolj pa cirilica, je pisala, ki sta jo Ciril in Metod in vsi ostali osnovala na grškem alfabetu. In nekateri znaki so praktično enaki, tisti, ki se ruščine učite, veste recimo, da je P, naš P, R. In se bere kot R v ruščini in se bere kot RO tudi v grškem alfabetu. Zanimivo je še eno dejstvo, namreč danes se od stare grščine ni ohranil noben fonetični digitalni zapis, recimo, tako da pravzaprav sploh ne vemo, kako je stara grščina, kako jo je bilo slišati. Kako recimo lahko dobimo vsaj približno rekonstrukcijo teh glasov? A je to sploh mogoče, a ni mogoče? S čim si danes recimo pomagamo pri branju starogrških besedil? Mogoče na kratko. Največ, kar nam lahko pomaga, je metrika, ne? Ko beremo antične avtorje, pač nekatere besede dejansko se ne vklepljajo v metrično shemo, če jih ne izgovarjamo na določen način, ne? Vemo, da so se diftongi izgovarjali dvojno, sklepamo največ o tem povejo razni onomatopoejski izrazi, kjer lahko deloma sklepamo, ampak dejansko je pa grščina za nas ostala nema. Saj imamo ohranjenih zapisnike pogrebne Sikionove pesmi, ne? Recimo v Delfih imamo na Apolonovem svetišču na enem od kamnov ohranjen tudi notni zapis, ampak dejansko, pa tako kot tudi avtorica reče, je grščina, stara grščina za nas ostala nema. Dejansko je to tako. Že težko si je zamisliti, da so recimo že velike tragedije, ki jih recimo beremo, da so jih izvajali metrično. Nihče niti na to ne pomisli, ne, kako je to v resnici sploh izgledalo. Ampak Grki so imeli in imajo še danes izjemen občutek za ritem. Oni so, dejansko imajo to v krvi. In deloma lahko sklepamo skozi zgodovino besed, kako se recimo posamezne besede izgovarjajo skozi stoletja. Sama izgovorjava se je zelo, zelo spremenila. Pisava pa ne. Pisava pa več ali manj ostaja takšna, kot je bila stara grščina danes. Ampak ravno s pomočjo proze, ki nam kaj dosti ne pove, ampak metrični izrazi nam še največ povejo, kadar gre za oponašanje recimo kakšnih živali, ali pa če poskušamo recimo kakšne besede v zgodovinski kontekst umestiti, da imamo kakšne sorodne besede s primerjavo, kako se je kaj izgovarjalo. Praviloma se jezik mešča, to je tako rečem temu, ne bo Gašper malo bolj povedal, ne, recimo, ne, iz nekih trdih okornih oblik, dvojnih izgovarjanj, recimo diftongov, postaja jezik vedno bolj mehkejši, to se podobno tudi z latinščino zgodilo, ne. Dejansko pa ne moramo vedeti in moramo pač to sprejeti, da tega, kako je grščina slišala, tega ne bomo vedeli nikoli, ker takih zapisov nimamo, ne. Drži, Gašper? No, ja, jasno, mislim. Sploh ta primer onomatopoije, oziroma živalskega oglašanja, v stari komediji eni je ohranjen na neki točki, kako se ovca oglaša, in je zapisan z beto in eto, se pravi b in e, najbrž b, ne pa vi, vi. To je kako mi oglašanje ovce. Zato to vemo. In to je, mislim, tak izjemen primer, zato ker je noter sta dva dvoumna glasova, ki sta v moderni grščini v resnici drugačna. B je v moderni grščini in e, torej eta naša, je i. Tako da ovce v stari grščini gotovo se niso oglašali vi, in to je izjemno
tako pomaga, ne, veliko pomoč pri tem, da si lahko predstavljamo, kako je ta jezik zvenel. Sicer pa moderno branje stare grščine je več šol, več perspektiv na to, kako naj bi se posamezni glasovi izgovarjali, tudi glede na to, odkot pridejo. Recimo dilema je z diftongom e in i, se pravi epsilon in jota, ki smo se ga mi vedno učili brati kot ei, kot poln diftong. Nekateri pravijo, da pač glede na etimologijo, torej fonetičen izvor te sekvence, teh dveh glasov, bi se naj na nekem mestu bral kot e, na drugem mestu kot ej, spet druge pa celo mogoče kot i. Tako da, to je zelo odprto vprašanje. Naša izgovorjava, vsaj tako smo se učili tudi jaz pod Dragičinim okriljem, pa še pod okriljem profesora Krevžarja, se dosledno pač drži, da diftonge izgovarjamo dvojno. To izvira iz časa renesanse, konkretno iz podrok oziroma peresa Erasma Rotterdamskega, ki je nekako postavil neke sorte trend, ki se ga še danes držimo. Erasmovska izgovorjava je tista, ki jo pravzaprav danes vodimo, oziroma če hočemo staro grščino brati na ta način, je to tisto, česar se poslužimo. Moja pa grščina, ti vokale ne bi izgovarjali dolgo široko, tudi moderna grščina, vse te vokale široko izgovarja, danes. Se včasih prvo razmišljam, da mi dejansko vprašanje, čeprav izgovarjamo, dvojne vokale, diftonge, pa recimo omega in eto. Bi se morali dolgo kot široko izgovarjati, ne ozko kot mi. No, to sem še hotel dodati. Prej, ko si omenila glasbo za vokale, vsaj zelo dobro vemo, kateri so dolgi in kratki, kot že tudi metrika pove. In med drugim tudi že omenjeni primeri iz antične glasbe. Nekaj primerov imamo vklesanih spomenikov, ki jih spremlja tudi melodija, nadpisana nad grškim besedilom. In ta melodija načeloma pri besedah, ki imajo akut, torej rastoč naglas, gre navzgor. In načeloma pri besedah, ki imajo gravis, torej padajoč naglas, gre navzdol. In tiste besede, ki imajo cirkumfleks, načeloma trajajo zelo dolgo in imajo neko nihanje v melodiji. Grščina je bila tonemski jezik. Se pravi, torej jezik, ki je recimo, nas lahko na Dolenjskem slišimo, da jezik poje, da ima toneme. Jaz ne znam, okrog Ribnice mislim, da imajo sploh intenzivno ta tonemski naglas. Jaz se tega ne znam izgovarjati, ampak lahko pa poskusim. In ta izgovorjava, ti glasovi, ki imajo višine, je tipično za staro grščino, najbrž bilo. Zato so ti glasovi, oziroma naglasna znamenja, pravzaprav nam to povejo. Ta alfa, ki ima akut, se bere a, ta eta, ki ima gravis, se bere e. In ta, omega s cirkumfleksom se je najbrž brala o. In to se pozna potem tudi v glasbi. Na tak zelo zanimiv način. No, ta izgovorjava je v današnji moderni grščini taka, čeprav, vidiš, pisava je enaka kot je v stari grščini, recimo je omikron, torej kratek in omega dolg jo, ampak vendar se različno izgovarjata. Dolg jo se zapoje, Grščina je še danes, koliko bi bila ena sama beseda, ko govoriš, zelo težko spremljaš, ker dejansko pojejo in besede so kar vezane. Je še zelo, vsaj po mojem občutku, je še zelo veliko tega staro grškega, antično grškega, da bi se seveda tega zavedali v grški izgovarjavi. No, upam, da vas to ni prestrašilo pred učenjem grščine. Naj vas potolažim, stara kitajščina je imela 8 naglasov, poleg 300,000 pismenk. Potem pa vsaka pismenka 8 naglasov. Sodobna ima samo 4 naglase. Še ena zelo zanimiva stvar pa je čas. Kako je s tem v stari grščini? Drugačen je sigurno kot v slovenščini, Vprašanje za oba dva. Bom jaz začel. Čas je v vsakem jeziku zelo drugačna situacija. Ločimo tudi več časov. Ločimo neke vrste absolutni čas, slovnični čas, v katerem se stvari dogajajo, se pravi sedanjik, preteklik, oziroma sedanjost, moram reči, preteklost in prihodnost. Ker sedanjik je že glagolska oblika, je že glagolski čas in prihodnik. In potem imamo predprihodnik, recimo v latinščini in v grščini.
predpreteklih in preteklih. Ne. No in na ta način tudi grščina funkcionira zelo bogato, tako kot prav indoevropščina najbrž in tudi latinščina ima grščina ohranjen sedanjik, potem en enostaven prihodnik, še en bolj zapleten oziroma opisni prihodnik, imamo seveda imperfekt, perfekt in pa zloglasni aurist. Ja, tisti, ki ima grščino poznate, se malo hahlate, ne, ker ja, aurist je, ne vem, ali muka ali pa blagoslov, tisti, ki se učijo grščine. Meni je bil zelo všeč, je pa to drugačen sistem kot slovenščina, seveda, in se ga je treba spet nekako privaditi. Avtorica govori o tem pri optativu, se mi zdi tudi še na drugih mestih, da si je treba te stvari prisvojiti, tako da zavrtaš v globino, da ni dovolj, da vzameš slovnico, prebereš neke paradigme, se jih naučiš in se naučiš, to se tako prevaja, to se tako prevaja. Ja, tehnično se ene stvari morajo prevesti na ta način, recimo pogojniki, ki imajo zelo določene kategorije, ampak aurist je treba začutiti, treba je vzeti v roke grško besedilo, treba je brati besede v njihovem kontekstu, treba je vzeti besedo in začutiti njen pomen, začutiti kater odtenek poskuša izraziti. In o tem pravzaprav avtorica kar na več mestih tu govori, še najbolj tukaj pravzaprav kar na začetku, da en primer, dva človeka oziroma dva moža, ki se zapivata v eni krčmi v Grčiji in potem se odločita pobegniti, pustita za seboj račun, ki plapola v vetriču, neplačan in pobegneta in potem ju krčmar opazi v 3 različnih glagolskih časih. En je sedanjik, en je perfekt in en je aurist. Zdaj, tako na kratko, oziroma bolj natančno seveda boste lahko prebrali. Sedanjik bežita, jo opazi in jo lahko mogoče še ujame. Perfekt je že dovršeno, torej pobegnila sta, ne morejo več dobiti. Aurist pa pravzaprav vidi, tako rekoč, dejanje samo. Beg je zaključen, ona dva sta pobegnila, vidijo odkam nekje okrog vogala, pobegnila sta. Torej, bežita, pobegnila sta, pa tako rekoč, zbežala sta mi. Zelo težko je to v slovenščino spraviti, sploh tako na tak kompakten način. Ampak ti primeri v knjigi, se boš, da mogoče kar preberemo, ker tako malo na pamet govorim. Da je nista ucvrla, tako smo se odločili, ja. Torej, sedanjik, oziroma sedanjiški vid, tako rekoč. Feusin, pri Zevsu, glej si ta dva, bežita. Krčmar se naslanja na črn sodček, ko naenkrat ugleda naša dva prijatelja, kako bežita. Eden se spotakne na stopnicah, drugi izgubi čevelj. Prizor se dogaja pred krčmarjevimi očmi in naša junaka verjetno ne bosta prišla daleč. 2. Aurist, Efigon. Pri Zevsu, da je nista ta dva čudaka ucvrla. Krčmar čepi na stolu. Komaj čaka, da zapre lokal, naslednje jutro mora zgodaj vstati, žena bo kot ponavadi stokala in tarnala itd. Medtem, ko se mu podijo po glavi take misli, ga prešine, da ga bosta ta dva pobiča ogoljufala. Ni pomembno, ali po prizoru priča ali ne, morda je že na smrt utrujen, ima veke težke. Bistvo je v tem, da je njun pobeg že dejstvo. Trajanje pa pri tem nima nobene vloge. 3. Perfekt, izraziti pretekli čas. Pefeugasin. Naj ju Zevs trešči strelo, pobegnila sta. Krčmar izmozgan po celodnevnem delu ne more verjeti svojim očem. Pred njim je prazna miza, na njej na pol popiti čaši, račun ni poravnan, naših 2 prijateljev pa ni nikjer. Pivca sta že davno pobegnila, nesrečni krčmar lahko zanima le še počisti mizo. Tako, za vtisno. Zanimivo je, da se je avtorica čisto na samem začetku lotila aurista. To je res en tak svojevrsten pojav v grškem jeziku, ampak karkoli, bodi si aurist ali karkoli druga, moramo seveda postaviti v nek kontekst v grško družbo samo. Zakaj aurist, zakaj igra tako pomembno vlogo in zakaj se je na nek način ohranil tudi do danes, tako dejansko nespremenjen. Pa zakaj recimo mi danes ne bi mogli več imeti aurista, ne? Zakaj je nam to nekaj tujega? Gre za drugačno pojmovanje časa, ne? Oziroma ne samo časa, stvarnosti okrog sebe. Ne? Mi smo, naša doba, pa tudi že
recimo že Grki sami, ne, ki so aorist Krk malo začeli opuščati oziroma ga zamenjevati s perfektom, nekoč niso bili tako vpeti v čas, kot smo mi. Ne? Ampak so razmišljali o dejanjih samih, kako so se začele, kako so končale in kako so potekale in kam se bodo nadaljevala. In aorist v tem smislu ni čas, ampak je neko dejanje, ki je lahko v neskončnosti, kadarkoli se lahko zgodi, ne? Neodvisno od časa, neko dovršeno dejstvo. Ne? Tako kot ta krčmar razmišlja, da je nista odsvrla. Ona dva sta jo že nekje, ni pomembno, kdaj se je to zgodilo, ampak kako se je zgodilo, ne? Da ne, on samo spremlja tisto, kar je že bilo nekoč in niti ni pomembno, kdaj, ne? In za nas je to zelo težko to razumeti. In v tej knjigi se mi zdi idealen citat iz Platonovega Timoja, ki ga avtorica navaja. Se mi zdi, da je iz tega še najlažje razumeti, kaj pravzaprav je aorist. Tisto, kar postaja, je to, kar postaja. Tisto, kar je postalo, je to, kar je postalo. In tisto, kar bo postalo, je to, kar bo postalo. In ta je neka večna bit, ki je trajna. In tukaj gor so aoristi, kot reče avtorica, neke slike, recimo, ki jih gledaš svojih prednikov. Ne? Vsi so v neki večnosti, čeprav so vsi že bili. In zato je aorist tak, recimo, tudi k dijake intrigira, ne? Jih vznemirja, kaj je ta aorist. Ne? Ampak to je čar tega jezika, ki ti da, ki ti ne, kako bi rekla, čar tudi grščine, ki te, tako kot Gašperja, ne? Ki ga je vsaka grška oblika, pa ne samo grška, tudi katerakoli jezikovna, vedno tako je bil vzhičen nad vsako obliko, ne? Ki je bilo res to užitek. Ampak če na tak način razmišljaš o jeziku, tako kot avtorica, ne? Zato je ta knjiga tako izjemno dragocena. Je navdih nam, ki poučujemo, in je navdih nekomu, ki to bere, nekomu, ki se uči. Kako pravzaprav lahko razmišlja ne samo o stari grščini, tudi o svojem lastnem jeziku. Zakaj je nekaj? Ne samo neke sheme, ki so, ne. Aorist ima neko čisto posebno logiko, zakaj obstajajo. Takrat, ko so ljudje še imeli čas razmišljati, kako je nekaj postalo, ne kdaj in dokdaj še. Ne. Drug način življenja, druge oblike. Ne. Mi smo pa seveda bolj v perfektu usmerjeni, kar bolj spremljamo posledice tega, kar se je že dogajalo. Ne. Naše življenje je zelo časovno strukturirano. V grški pa, kot večkrat rečemo, jutri je bilo takrat, ko je sonce vstalo. Na 11. dopoldne ali po 6. zjutraj. Tako. Mogoče samo še en etimološki dodatek. Beseda aoristos, chronos, pride iz grške besede za mejo, horizon. To tudi horizontna. Ta A na začetku, kot tudi avtorica dobro razloži, in to je jasno neobhodno, če govorimo o stari grščini, je privativni alfa, torej alfa, ki zanika, ateist, anorgansko, ne, z enim dodatkom n-ja. Zanika pomen česarkoli tistega, kar pač sledi, se pravi glagol, pridevnik, samostalnik. V tem primeru pridevnik, torej brezmejno, neomejeno. Na ta način aorist pravzaprav sam po sebi že v samem imenu pravi, jaz ne posegam v nobeno mejo, v preteklost, prihodnost, ne me zamejevati, v mojem pomenu sem absolutno dejanje. Na ta način izvenčasen, tako pa mogoče najbolj poduhovljen glagolski vid oziroma čas, ki vedno živi zdaj in je. Kaj pa spolskost v stari grščini? Kako je spoli, a imamo samo moški in ženski spol, a je tudi srednji spol, odkot izhaja problematika srednjega spola in tako. Lahko oba dva. Lahko jaz začnem. Ja. Spet spol je v vsakem jeziku situacija drugačna, zdaj mi seveda poznamo različne sisteme. Angleščina je zelo glasna pri tem, da ima pač spole samo za pravzaprav ljudi. Francoščina ima 2 spola, recimo romanski jezik v glavnem imajo samo po 2 spola. Latinščina, kot nekateri veste, ima 3 spole in slovenščina tudi in stara grščina enako. Torej, imamo moški spol, ženski spol in srednji spol. Kaj to je zelo dobro vprašanje, neka lastnost besede.
na kratko. Lastnost besede, ki pač jo daje skupaj z drugimi besedami, ki pač imajo to isto lastnost. To je zelo odprto, ampak ne moramo pri vseh besedah govoriti o nekem naravnem spolu, recimo pri živih bitih seveda lahko in se v glavnem tako tudi spolijo oziroma spolno razdelijo, mati, oče, kobila, konj in podobno. Druge besede so pa bolj kot ne naključno opisane s spolom, naključno razdeljene med spole, ali pa končajo v neutrumu. Neutrum pomeni nobeden od obeh, ne eno, ne drugo, ne moški, ne ženski v latinščini. Zdaj, odkot to prihaja, zdaj slučajno malo več vem o tem, ker sem študiral tudi primerjalno jezikoslovje, mogoče se malo poznam v moji razlagi. To se pravi zgodovino jezikov. Zdaj, spoli so tudi stvar, ki prihaja iz indoevropščine, oziroma praindoevropščine. Torej je stvar, ki sega nekje 4000-5000 let, mogoče pred našim štetjem. Jasno, ta jezik ni zapisan, to se mogoče prepoznal pomen. Nimamo nobenih zapisov praindoevropščine. Prvi zapisan jezik je hetitščina in zelo kmalu zatem sledi mikenska grščina. Spoli so v praindoevropščini najbrž obstajali v teh treh oblikah. Zdaj, prva ideja spola je bila ločitev na živo in neživo. Torej, tiste stvari, ki lahko nekaj počnejo, so aktivne, so agenti, in stvari, ki so inertne, nepremične, negibne, recimo kamen. To drugo so bile pa seveda živali, jasno človeška bitja in bogovi. Ta delitev je hitro, že v praindoevropščini, povzročila, da so eni izmed moških, oziroma moških živih samostalnikov, dobili eno posebno pripono, ki jih je potem nekako spremenila v žensko. Temu rečemo mocija, in besede, ki tako nastanejo, so movirane besede. Ženska mocija. Enostavno pomeni, da so se premaknili v ženski spol. Teh besed je v stari grščini tudi kar nekaj in na podoben način se tvorijo. En tipičen primer je pripona, ki jo damo na koncu besede. Recimo v pridevnikih agathos je dober, agathe je pa dobra. In ta pripona, vemo, je že zelo, zelo stara, je že praindoevropska. Torej, nekatere besede so dobile ženski spol po tako imenovani mociji, druge so bile naravno ženske, tretje so pač postale ženske, recimo polisa, tu nimamo neke razlage, pač je ženskega spola. Mogoče, ker tako krije več ljudi in je njihova zaščitnica, kot neka mati, ampak zdaj samo filozofiram, to je več znanstvenega. Tako da, nakratko to, zdaj tiste inertne stvari vmes, ki so včasih bile neživi spol, ki se mimogrede ohranja tudi v hetitščini kot komune, kot skupni spol, oziroma kot neki splošni spol, so velikokrat prišle tudi v grščino v obliki srednjega spola. Za druge besede pa pač tja pridejo slučajno. Arotron, plug, vemo, da je že star, se pravi praindoevropski, takrat je tudi že bil inerten oziroma komune spol, torej skupni spol. Druge besede pa pač takšne so po naravi, lahko rečemo. Navaja pa nekje avtorica, to prvo delitev, je tudi taka tipična grška, recimo, tisto, kar ima dušo, kar čuti, to je, ima spol, kar pa ne, pa ni, to je srednji spol. In ta delitev potem na moški in ženski je pa še poddelitev tega spola, ampak osnovna delitev je... To je že ta indoevropska, se pravi enak sistem. Ja, tako je, osnovna ideja je pa tipični tak njihov način razmišljanja, da je tisto, kar čuti, ima spol, drugo pa ni, kot se ti navaja kot predmet. Kakšne besede tudi po kakšni analogiji, ampak osnovna delitev pa je ta, kar ima čustva, kar ima dušo. Pa to izhaja iz Platona, ali je bilo nasplošno značilno za stare Grke? Jaz mislim, da je to bistveno starejše od Platona. To je njihovo videnje sveta, od začetka njihovega zavedanja, tako kot se združi moški nebo in ženska zemlja, in nastane kozmos. Tudi ni zdaj slučajno zemlja vedno ženskega spola, pa so rastlinje, vse kar pride, vse kar rodi, kar se vme. Jaz bi si upal trditi, da je stvar podedovana iz praindoevropske kulture, tako da dobimo ne samo jezikovne elemente, pa tudi kulturne, filozofske elemente na nek način, recimo trodelno delitev družbe, ki jo vidimo tudi v Platonu, pa tudi kako božanstvo, Zeus in
včasih djev Peter, ki je zdaj postal Jupiter, Bog oče je praktično najbrž bilo včasih isto božanstvo. In v starinščini, samo omenim, imamo božanstvo pri imenu Djevšpita, ki je očitno etimološko sorodno. Tako smo pa res že zašli. Ok, še eno vprašanje, oziroma dve vprašanji še. Prvo, kakšen pomen ima v tej knjigi Homer? Glede na to, da smo rekli 9 epskih razlogov, je seveda Homer ključna oseba, ki jo moramo omeniti. Ja, no, Homer je vir kar lepega števila citatov tukaj. Ne? Zdaj, avtorica seveda knjigo opremi s citati, ki služijo ilustraciji tega, kar želi povedati. In Homer bi kar mislim na 5 mestih naveden kot primer, recimo pri optativu. Mislim, da je Odisej si želi, kako bi bilo, če bi bil spet mlad. To je že Odiseja, se pravi, že 10 let potuje. Da bi bil spet mlad, tako kot takrat, ko so pred Trojo ustvarili konja, naredili to zvijačo. In za ilustracijo tega uporabi pač ta klasični lokus, se pravi Homerja. Zdaj, omenja ga seveda sproti kot pomemben vir za grščino in tudi Homer je sam bil en pomemben vir za grščino skozi njeno praktično celotno zgodovino še danes. Če se učimo grščine, se učimo tudi homerske grščine, ki je sicer malo drugačna od te klasične atiščine, ki se jo mi učimo v šoli. Lahko rečemo, da je atiščina z nekimi primesmi ajolščine, oziroma jonščina, jonško-atiški dialekt s primesmi ajolščine. Se pravi, če znamo klasično atiščino, večino Homerja bomo znali razumeti, ne pa vsega. In Homer je potem ostal pomemben vir nekega klasičnega jezika, prvi literat, prvi, ki je ustvaril ali pa zapisal literarno delo, kot nek vir dobre knjižne norme. In tako je veljal tudi že v Aleksandriji, v tej tradiciji filologije, ki je pravzaprav iskala čisti jezik, tisti prvotni jezik in jasno tudi Homerja, primerjala različne verzije besedila in s tem poskušala nekako doseči čistost besedila. To se vidi tudi skozi knjigo. Poleg teh primerov, jasno, Homerja ima kar naprej kot en tak zgled tega, kako jezik uporabljati, kako ga spremeniti v nekaj lepega, ker jezik je namenjen temu, da z njim ustvarjamo lepoto. Homer je bil absolutna avtoriteta že v antiki. Ne samo stališče jezika, ampak za vse literarne vrste, za vsi se recimo tudi pri Aristotelovem omenja, Homer je dejansko popoln. Homer se vedno postavlja kot očeta vseh avtorjev, vseh zvrsti, vsega pisanja, vedno zdaj stališča jezika, seveda homerska grščina je čisto svojevrstna grščina, mislim, kljub vsemu moramo vedeti, zakaj je jonščina, to so ti ubežniki, ki so Homer govori o preteklih generacijah, ki so, ne govori o svojem lastnem času, Homer govori o obdobju, ki je že minilo, ki je 400 let starejši. To so bili ubežniki iz Mikene, ki so se potem naselili na obalah Jonije, se to piše v tem dialektu, Samo je to dialekt in je dosti zahtevna homerska grščina, Ampak Homer sam seveda je taka avtoriteta za kasnejše avtorje, da nihče ni mogel Homerja ubiti, karkoli je pisal. In tudi mi ga danes ne moramo, ker dejansko v Homerju je združeno vse, je združena tragedija, je združena komedija, vse zgodovinopisje, jezikovna oblika, če se lotiš raziskovanja jezika, dejansko moraš začeti pri Homerju. Tako kot Prešeren, le začniva pri Homerji, Rusi ureva nije stale. To je to. Ampak Platon je pa želel v državi tudi Homerja nekoliko uklestiti, ne? Ampak mu ni uspelo. To so pa druge, to je pa seveda, češ da Homer laže, gre za se pravi poučevanje otrok, da bi otroke učili te homerske pravljice, to ni tisto, kar bi delalo pogumnega državljana, v tem smislu je, mislim, da Homer laže.
ne, si je drznil. Stvar je še bolj tehnična, tudi na Platonu veliko pomeni resničnost obstoja. In v grobem deli svet na vidni in nevidni svet in jasno, nevidni svet je bolj resničen. Tam se skrivajo ideje, med drugim ideja dobrega. Ta naš vidni svet pa pač vsebuje zgodbe, vsebuje ljudi in stvari, ki so pač vsem manj resnične. Umetnost, slikanje, poezija je pa posnemanje stvari, ki so v tem svetu in je še eno stopnjo resničnosti manj. Se pravi, še manj resnična kot vidni svet, ki je že sam na sebi manj resničen kot največja resničnost. Seveda poezija pri Platonu ne more imeti ravno z tega stališča, ne, ker je mimesis, mimesius, ne, ker je posnetka, ne more biti to temelj neke resne države, ne, ampak v tem smislu Homer ni zaželen, ne, branje Homerja, tudi nas odvrača oziroma mehča našo dušo, ki bi morala biti močna in pogumna. Ne. In se ozirati po višjih resničnostih, globljih na nek način. In ravno v tem se recimo ločita Platon in Aristotel v razumevanju mimesis. Ok, in za konec še zadnje vprašanje. Se oproščam. Tukaj na začetku knjige boste lahko prebrali posvetilo. In sicer za Livorno, za Sarajevo, zame. Kaj to pomeni? Ja, pomeni najbrž tisto, kar je avtorica s tem mislila, to je najbrž njo direktno vprašati, ampak vsaj vemo, ne, kaj pomenijo te posamezne etape njenega življenja. Ona je seveda Italijanka, živela nekaj časa v Livornu, trenutno živi v Sarajevu in je tam, mislim, da našla tudi svojo ljubezen. Zame, ja, mislim, da je ta knjiga lahko neke vrste autobiografija na nek način, neke vrste izpoved lastne ljubezni do stare grščine, zato jo je verjetno namenila tudi sami sebi. Konkretno, ne, kaj točno je s tem mislila, kaj točno je namenjeno Sarajevu v tej knjigi, bi pa najbrž bilo treba vprašati Andrejo Markolovo. Mislim, da ona zelo lepo nekje pove, ne, ona se ustavlja, res da je rašla svojo ljubezen v Sarajevo, ki reče: hvala ti, ne vem točno, kako je njeno možo ime, ti si bil moj plusquamperfect. Hvala obema. Ima mogoče kdo še kakšno vprašanje za konec? Sedaj imate tukaj na voljo oba dva, vašo profesorico in pa prevajalca Gašpera. Karkoli lahko vprašate. Tudi kaj, česar si v razredu ne bi upal. Obljubam vas, bom jaz ščitil. Lahko jaz vprašam. Jaz sem čisti analfabet s tem, ampak imam pa rada tole antiko. Obstaja knjiga, da jo bom jaz vzela, ne, tako kot Biblija, ne? Pa veš v krščanstvu. Pa bom res vedela o antiki. Ali moram skozi neki tako brckati vse? Ali me razumete? O antiki na splošno? Ali o kakem posebnem vidiku antike, recimo zgodovina? Evo, je že problem. Je problem. Namreč antika je, kot bi nekdo hotel nekaj vedeti o Slovencih. Imamo slovensko umetnost, slovenski jezik, slovensko kulturo, slovensko filozofijo. To je vse en ogromen paket. Antika je paket, ki ga dijaki spoznavajo 4 leta na srednji šoli, na gimnaziji, pa ni dovolj, ne? Tudi celo življenje lahko študiraš antiko in jasno ne boš prišel niti čez četrtino. No, to se že popravljati. Nisem konc odgovoril. Če želite zgodovino, rimske zgodovine in grške zgodovine imamo v Sloveniji kar nekaj v literarni obliki. Jaz bi rekel, bi si upal trditi, da je tole en dober uvod. Če želite prek jezika nekako začutiti antiko, grško, v kateri tudi pravzaprav je veliko govora izven jezika, o grški kulturi, o grški zgodovini, tukaj noter zelo veliko zveste. Če smem malo reklame narediti za Mohorjeve knjige, ne, pa mislim, da na tem mestu lahko, je pa 2 leti nazaj šla tudi povest o latinščini. Naslov je povest o latinščini, avtor je Tore Jansson. In na podoben način, s tem, da mečken daljše, ta knjiga je dolga
196 strani, no tam je dolžina enkrat daljša in še malo več zraven. Dobite pa pogled v rimsko antiko in ne samo antiko, tudi v srednjeveško kulturo in renesančno, ki je jasno na zanimive različne načine refleks antičnega mišljenja in idej. Tako da ti dve knjigi bi jaz priporočil za uvod, če ste jezikovno, če vas zanima jezik. Prek jezika lahko dobite Janez Švelika, o tem pravzaprav danes govorimo. Še kdo? Kdorkoli? Kdorkoli, kakoli. Ja. Kdorkoli, kakorkoli. Ja, izvoli. Najljubši čas. Moj, v grščini. Težko, jaz bi rekel perfekt, zaradi oblikoslovja. Katere duplikacije so tako sjajne. Ampak to je zelo osebno. Jaz sem pa najranjši aurist. Zato, ker se sploh ne morem ločiti od tega aurista, ko ga obravnavamo v šoli ravno zaradi te neskončnosti in te neke posebnosti. Ne. To se mi zdi nekaj tako dragocenega in nekaj tako čudovitega. Poskušam recimo, kako bi mi lahko živeli to, ne, kako bi se dalo, kaj dejansko je ta čas. In tudi največji izziv za prevesti. Se pravi, če želiš prevajati aurist, moraš poznati grškost, tako bi lahko vzeli po mojem, da se strinjaš. Ja, zdaj, ravno to je, ko se boste lotili te knjige, ne, ko jo boste brali, je, to pa sem že omenila, je to čutenje jezika, ne, ki vam odprlo neke poglede na jezik drugačne, kot ste bili do zdaj navajeni, ne. In do katerih se je ona prekopala po dolgih letih učenja, se pravi od 14. leta, ko se je začela učiti, pa pravzaprav celo življenje, kamorkoli je šla, je svoj grški učbenik nosila s sabo in razmišljala o teh stvarih. Ker so te strukture dejansko niso neke suhoparne jezikovne oblike, ampak so za temi oblikami je neko življenje, ne, tudi njeno. Zato je svojega moža imenovala tako, ne. In zato so verjetno te njene etape tukaj, ne. Mogoče ne tudi te časovne stopnje, ne. A potem ste dali polis v moški spol, ker nam je tudi profesor zgodovine rekel, da je ženskega spola. Polis je v knjigi ostala ženskega spola. Okay. Zmagala stojanja. Ok, še enkrat vsem skupaj najlepša hvala, da ste se udeležili tega dogodka. Želim vam lep dan, pejte se kepat, pa uživajte. Hvala tudi vam.